Ja, tisti, ki ste že bili v koridi, veste, kako zadeva poteka, ne? Veliko bolj pa gre po svojih pravilih. Najprej gre uniki malo splašijo, to sem bil jaz, ne? Pa so bili uni pikadori, ki še dodatno, ne, spodbudijo pika. Zdaj pa pride najstarejši, pa najboljši toreador, ne? Profesor Mulej, izvolite. Najprej bi se zahvalila za te informacije, ki sem jih dal, ki sem jih bolj predvidel. Tako da fajn, da sem na koncu, da smo tako slušali. Potem pa krematistika me spominja na kremo. Krem dela krem. Kartunski profil. Tretje, nikoli me niso šteli za ekonomista. Sicer delam na ekonomski otvorni fakulteti, ampak sem začel razmišljati. Pa sem moral kratko povedati, kaj delam še zdaj, sem rekel možgansko delovatko. Metode ustvarjalnega sodelovanja pod imenom teorije sistemov. Vi ste jih celo zelo motili, koliko se spomnim. Točno tako. Točno tako. To mi je uspelo, da sem bil dekan samo en mesec. In tudi noben od mojih literatov v resnici ni iz ekonomije. Prvi je iz teorije sistemov, drugi pa iz inovacijskega menedžmenta. Z vrednotami ste končali, z vrednotami začenjam. Ker je tem dejansko bistvo dobro, kateri bomo stisnili. Najboljše je pušica dol, to je najbolj. Ja, sem videl, to moram špegati. To prek ceste vidite, ne? Ja, prek ceste vidite, tem je slabega, da pa je to čas. Lahko vam jaz, če boš. Je že redo, sem se naučil, tukaj piše 50. Še del bistva ima ekonomija in ekologija. In to je obstoj. Mi smo zdaj kot človeštvo v situaciji, da je obstoj človeštva v nevarnosti. Te dni se lahko po televiziji slišali podatek, ki vam mogoče ni bil tako alarmantni pred ekonomeni, da so na Havajih izmerili prejšnji teden najvišja stopnja CO2 v 3 milijonih let. To pomeni, tam, kjer je zrak najčistejši po mojih izkušnjah, ker sem pakrat tam delal. Nikjer nisem dobil toliko energije v zraku po na Havajih, daleč najčistejši zrak. Edini tropski kraj, ker lahko vodo direktno piješ, ni treba flaširati, ker se toliko prečisti. In tam so zmerili najvišjo stopnjo CO2 v zgodovini človeštva. To pomeni, da se tako krematistično obnašamo po človeštvo, da vas moram vprašati, pa ni treba javno diskutirati. Je bilo nujno, da ste prišli z avtom na mesto s kolesom danes? Je bilo dovolj daleč? Jaz sem vsak teden v Ljubljani, ker imamo tam nučke namale. Ne grem več kot 2-krat na leto z avtomom s vlakom. Soboto je to težje, seveda, ker je manj udobno, manj urejeno. Eno vprašanje, drugo, koliko še jeste govedine? Govedina in avto, pa letalo in podobno so najhujši uničevalci zraka. Pomeni, da sami sebe z njimi spravljamo ob možnost, fizično možnost za obstoj, ne samo psihično. In obstoj, če poslovno te govoriš, je pa vse odvisno od uspeha, ampak na zadnje vprašanje, katera merila za uspeh uporabljamo? Ali kratkoročna in ozka, kar so v tem krema modelu normalna. In jaz sem vedno znova jezen tako snoči, ko vpraša za mnenje v Sloveniji za Krajška. Za Krajšek je šef v eni od najbolj uničevanih inštitucij tega sveta. Šef krematistva. Ja. In njegovo mnenje niti slučajno nima nobene veze z realno ekonomijo. Tako, ko se jo, ko smo pravkar ne zelo smiselno slišali. Ker ti za njega je odlična kakovost to, da niso stvarne varnosti. To, da
da ni vrtcev. Tiste, kar je prej Romeo pokazal podatke po knjigi, hvala za tisto informacijo, ki sem še na knjigo slišal. In tisti, ki imajo najslabši standard, kljub temu, da imajo najvišji dohodek, nazaj po vsem svetu učijo, kaj je pravo delovanje. Zato je vprašanje, kaj je odlična kakovost in iz kakšnega inoviranja ta odlična kakovost nastane. Da brez inoviranja sveda stare kakovosti bo boljše spremeniti ne moreš. Inoviranje pač pomeni uveljavljanje novih koristi za uporabnike. Nekaj za novega, kar je uporabnikom koristno. Ali je lahko koristno, če ni celovito pripravljeno, ampak samo jednostransko. In ta klimatistika, tisti podatki, ki jih je Romeo tudi pokazal, pa gospa, so posledica necelovitosti. So posledica enostranskega premisleka. Koliko od vas v vašem šolenju, osnovnem ali srednjem ali visokošolskem učili povezovati spoznanje iz različnih študijskih predmetov? Koliko so vas učili, samo dva so dvigne roko, koliko so vas učili povezovati spoznanja iz prirodopisa in zemljepisa, ki se pa ukvarjata z naravo? In iz sinergije, ki iz tega nastanejo. Pa recimo iz zgodovine in jezikoslovja, pa zgodovine in sociologije. In to pomeni, da se nismo naučili o soodvisnosti, ampak o neodvisnosti. Pravno je neodvisnost hudo važno, da nič nima pravice nas izkoriščati kot v feudalnih in služnih posebnih ali pa sodobnih monopolnih časih. In čisto vseeno, ker v bistvu sploh nima smisla govoriti ne o kapitalizmu, ne o socializmu, ne o komunizmu, ampak o treh variantah monopolizma. Vprašanje, v katerih rokah je definiranje kriterijev, kaj je uspeh in odlična kakovost česa, je s tem mišljeno. In tu se zdaj vključuje nova svetovna praksa, ki se reče družbena odgovornost. Zdaj smo prav prodali, ta teden smo dali knjigo, ki ima 4 zvezke, 47 avtorjev imam, 12 držav, 1300 strani v 4 zvezkih. Smo skupaj spravili na 33 poglavij. In smo med tem tudi ugotovili, da se dokumenti Evropske unije o družbeni odgovornosti ne ujemajo za dokumenti ameriške vlade, ampak za dokumenti Occupy Wall Street. In kar je zanimivo, preden je Evropska unija podprla 1626 leta 10, preden je ta dokument do konca nastal, je Barroso, kot najhujši uradni liberalec Evrope, podpiral družbeno odgovornost v svojem govoru, ki so ga našle avtorice, ki so se pojavile letos marca na naši 8. konferenci družbene odgovornosti v Mariboru. Ena je v Bolgariji, druga je v Nemčiji. Družbena odgovornost pomeni odgovornost za posledice tvojega vpliva na družbo. To se pravi, to je osebna odgovornost, ki se uresničuje skozi organizacijo ali v osebnem dejanju. Ni to odgovornost družbe do tebe, ampak tvoja do družbe. In torej kontra klimatistiki. In hkrati pa govorijo o reševanju krize s sredstvi, ki se povzročile na družbeno odgovornost. Tile, ki so včeraj bili na okrogli mizi, ki sem en del slišal na televiziji, ali se vi, ki ste moče vse slišali, da je kdo v njih kaj omenil problem obstoja potreb. Govorili so o investicijah, govorili so o delovnih mestih, ampak kdo ustvarja delovna mesta? Investitorji ali porabniki? In če mi imamo občutek, da vse imamo, kar rabimo, pa da pol ni vedno pomagati. In pol ne more biti trga. Sprej, tile mladi Slovenci, ki so zdaj parkrat bili objavljeni kot svetovno uspešni, zlostni,
so uspešni, ker so pogledali nekaj, kar ljudje čutijo potrebo po. Ali smo torej v tem, kar je Mitja prej govoril, dovolj upoštevali potrebe ljudi? Ali smo torej imeli dovolj marketinško-inovacijskega pristopa? Nisem slišal, ker si bil takrat, ker nisem mogel ujeti. Ampak to je lastnost podjetij, kot pravi, kot govorijo, ker ponedeljek smo bili na neki konferenci na Bledu o CSR, Corporate Social Responsibility. Kot da je to lastnost podjetij, tudi Evropska unija govori o CSR, pa tudi Evropska združenja, kateremu naš inštitut IRDO pripada, govori o CSR. Torej, je podjetje odgovorno, ne človek. Podjetje ni orodje človeka. Je podjetje nekaj samostojnega ali orodje človeka. Zopet zato, da si bo zagotovil obstoj po nekih merilih. In če je to orodje človeka, pa smo spet tam, kjer smo končali, pri vrednotah. Kriza vrednot. Zato so avtori, v Avstriji sem našel, pa v Ameriki sem našel, ki pravi slovo feudalnega kapitalizma, ne tržnega kapitalizma. In so zelo jasni podatki, ki so bili tudi v slovenskem javnem tiskovani objavljeni. Ena skupina avtorjev je preiskala svetovni trg z vidika povezanosti med podjetji, tako da je preštudirala medsebojne povezave na vzorcu 30 milijonov podjetij. 30 milijonov podjetij. In so ugotovili, da 147 od teh 30 milijonov podjetij, ne 147 s kakimi nulami zadaj, brez vsakih nul, obvladuje 40% svetovnega trga. In manj kot 800 jih obvladuje 80% svetovnega trga. Torej, da nimamo trga, ampak imamo monopole. In trg velja samo za čisto majhne, ki se med sabo kolimo, kdo bo on jim lahko ustregil, tako da je naše čiščenje banke. Torej, da je bistveno vprašanje, kakve so vrednote, kaj torej štejemo za uspeh. Če bi zdaj pred 72 števil za uspeh, da sem očka na mesto dedek, moj brat je pa že brat dedek, je bilo to neodgovorno, ker bi ta otrok zahteval, da sem stopa nekaj let star pred novom pri kruhu, pred tem, kak dolgo se do službe naš prihaja. Uspeh po teh merilih, ki jih ima sodobna špekulativna ekonomija, je očitno uničevan uspeh, tako da navadno rečem, da neoliberalizem je v zadnjih desetletjih ustvarjal fantastičen nebotičnik, ki jih bo nazarjal uspeh, ampak nam uširil na mesto na tebim stavi. Zato je, da je ves svet tako zafuren. Kaj je torej tisto, čemer pripisujemo odlična kakovost, ki od nje živimo kot posamične organizacije že 40 let. Za meni je odlična kakovost to, da mi ni tega vedeti, kak stari so moje liketi, ker še zmeraj funkcionirajo. Sem že pozavil, kak desnih kupov. Da sem zdaj po 13,5 letih prvič nekaj menjal v svojem avto. Zakaj bi pa novega kupoval? Pa tudi, če mi ponujajo 6,000 pa toliko popusta, če pa sem za tega dal stari avto pa 7,000. Pa mi za 13 let služi. Potrebe. Odlična kakovost potreb. Smiselne potrebe, need ali greed. Reagan je reševal ameriško gospodarstvo tako, da je progresiv greed is good. Keep up the Joneses. Pohlep, ne? Pohlep. Pohlep je pravi, ker pohlep ustvarja trg. Kaj pa narava bo to prinesla? Tile, ki so projecirali dosedanjo hitrost materialnega razvoja na porabo narave in na obseg proizvodnje, so objavili do konca tega tisočletja, če gre tempo naprej, kot je bil v začetku tega tisočletja pred krizo, imamo šanse, da imamo 80krat večjo proizvodnjo. Za koga? In iz katerih naravnih virov? Kaj je torej odlična kakovost? Kot pravijo, ja, živimo v affluent times, v časih izobilja. Ampak to se vidi po eni strani v turizmu, ki ga nikoli ni bilo toliko kot zdaj, ker je pač kult prostega časa, po drugi strani pa v drogiranju.
Je to odlična kakovost življenja, to vpliva najbrž na tiste življenjske podatke, ki smo prej njih slišali, zdravstvene. Kaj torej inovirati? Če vzamete definicijo iz svetovnih dokumentov že od leta 1971, je inovacija vsaka odjemalcem koristna novost. Ampak matematični podatki v statistiki so samo tehnične inovacije, ker drugi ne znajo spremljati. In potem dobimo vtis, da inovacije samo, kadar je izdelek boljši. Probajte vtiskati v računalnik, če imate besednjak zgrajen, da vam kontrolira kakovost jezika, vam bo inovacija vrednot pod črto v angleščini, kot napačen izraz. Je pa to najbolj bistveno, ker je od tega odvisno vse ostalo. Zakaj se je ostalo? Če ste se naučili streljati s puško, je od znanja ali od odvisno, ali boste streljali na človeka ali na tarčo. Bistvo zgodbe je o vrednotah. In družbena odgovornost je inovacija vrednot. Od krematistike na ekonomijo, da povežem vsem, kar smo prej slišali. Seveda so pa tu faze. Invencijsko-inovacijsko-difuzijski proces. 3 faze je definiral Schumpeter že pred drugo svetovno vojno. Mi smo še malo podrobnejši, še več faz vidimo. Kaj to pomeni? Če je zdaj ideja lansirana, tudi v uradnih dokumentih je to šele invencija. Če ni inovacija razen za par ljudi, ki jim je že dala tudi, se pravi, da dokazala se je, da je smiselna, ni pa še splošno razširjena, bo, ko bomo to prakso drugi opazovali, po njej razmislili, odločili, jo z drugimi komunicirali in se tako začeli delovati in obnašanje iti. Proces je dolg. Proces spremembe tistih medicinskih podatkov je posledica. Kajti, problem inovacije je naravn in družben. Kot je profesor De Bono, ki je psiholog in medicinec in v bistvu mentor moje hčerke, ki sem prej dobro za njo pozdravil, ker je z vami tudi kar nekaj delal zadnjo leto. On je ugotovil, da so možgani narejeni za rutino. In inoviranje pomeni rušenje naravne lastnosti. Psihološki, sociološki del pa je takšen. Če se vi nekaj izmislite, ali še vam nekaj takega nekdo vsiljuje, boste enako reagirali. Če ti vsiljuje, imaš odpor. Se pravi, inovirati moramo skozi ljudi. Morajo se čutiti lastniki tiste ideje, da je bodo podprli. Zato sem prej vprašal, koliko je inovacija vključena v te programe, ki smo jih slišali v prvi predstavitvi in jih vse podpiram. Ampak se bojim, da so v nevarnosti, da grejo v predale ti elaborati, ker ljudem niso zrasli v srce. Ker jih ne čutijo za svoje, ampak za rezultat neke elite. Pred 15 leti smo naredili enako svetovno analizo. V Ameriki knjiga je šla, 30 primerov smo analizirali uveljavljanja inovacij in praktično vse so uspeli, ki so šle od spodaj gor. Atlanta Project je bil daleč najbolj bogat in ki je na njegovem čelu bil nekdanji ameriški predsednik, je poskušal nekaj zelo pametnega, združiti beli pa črni del atlantskega prebivalstva. Ampak v odboru so bili samo bogati belci. Milijoni so šli hudičev. Ni se nič zgodilo. Ker so ostali čutili, da je to vsiljeno. Človek torej po naravi proti novosti in še bolj proti vsiljevanju. In problem vseh teh naših projektov je v veliki meri tu, da pozabimo, da strokovnjaki so rekli, ampak rekli so brez mene. Napadli so mojo prakso. Je sigurno, da bo to boljše. Mene so napadli. Nisem sam pogledal, ne verjamem, ne zaupam. Ti podatki so zelo bistveni med sebojnim zaupanjem. In tu je možnost za velik prispevek vrednot, ki jim rečemo družbena odgovornost, in ki jih je po 10 letih
dela z ljudmi iz 90 držav in 40 drugih organizacij sprejela mednarodne organizacije za standarde pod imenom ISO 26000. Evropska unija je takoj naslednje leto sprejela akcijski program, ki to podpira in se na ta dokument tudi celoti opira. Najprej se moramo zmeniti to, da je odličnost naša vrednota, ki je odvisna od sistemske kakovosti, od celovitosti, kar pomeni, da se vprašamo, ali katerikoli od teh dejavnikov, zato da bomo uspeli kot podjetje, ali kot posamezniki, ali kot regija, ne pomembno. Kaj bi rekel? Katerikoli od dejavnikov v teh treh vrsticah in od dejavnikov v teh dveh vrsticah. In katerega koli smeli šteti za nepomembnega, za nevplivnega na poti do uspeha. Ali imamo navado vedno se delati? In naslednje vprašanje. In če ne, ali smo dovolj celoviti, da imamo šanso uspeti? Koliko vaših projektov, ki ste jih delali za te financerje, je bolj na njihovo zahtevo doživelo veliko svetovno diseminacijo, širjenje med mnogo uporabnikov, z javnimi nastopi, z objavami, z obveznim študijem strokovnjakov, ki se s temi tematikami ukvarjajo po vaših knjigah. Meni se to ni zgodilo v 40 letih ukvarjanja s projekti. Pravi, da tudi iz tega velika rabimo inovacijo vrednot, ne samo znanja, ker je pač znanje orodje. In zakaj to zdaj postalo tako zapleteno? Neka nova tema. Leta 90 je profesor Porter upozoril na te 4 faze razvoja podlage za konkurenčnost. Najprej je bilo ogromno vojn za posedovanje zemljišč, ker je bila konkurenčnost odvisna tega, si lastnik naravnih virov. Potem so pogruntali, da več iz njih izvlečeš, če investiraš, ne samo izkoriščaš. Potem so odkrili, da lažje pametno investiraš, če inoviraš, in najbolj inovativne države so v podatkih, ki jih prilomem pokazal, najvišje v družbenem bruto produktu, v domačem bruto produktu. Se pravi, tam je izobilja največ po njihovih merilih. Ta merila so fantastična, ki se nam sliša marsikaj pokažejo. O tem, da je to izobilje slepa ulica. V principu izobilje slepa ulica, vedno v zgodovini se je izkazalo. Zakaj? Če vse imaš, zakaj bi ga dal? Tako je bil na konec civilizacije. Vedno na konec civilizacije. Mesto Rim so mi povedali zgodovinari, ko je zašlo rimski imperij v izobilje, je padlo od milijona na samo 10 000 ljudi. Kitajska zgodovina so mi enako pokazali. In kajti osrednja vrednota na razvoj so ambicije. In v te dni je prišel eden od mojih znancev po par tednih ves navdušen iz Kanade, pa me vpraša, kaj mislim, zakaj je taka razlika med Kanado po Slovenijo. In to dva osnovna razloga vidim. Mi smo 150 let podjetni ljudi izvažali, oni pa uvažali. In naše razmere naravne so tako prijetne, da zato ni vredno garati. V primerjavi z njimi se nismo naučili garati. Tudi nekateri vas so se prej čudili, da se ne za čas, ko smo čakali rešalni doprve. Kaj ti boš zdaj delal? Se pa počivaj malo, do česa. Ampak iz vsega tega inovacijskega procesa se nam reče ne dogaja krajšanje delovnega časa. Prej se je 100 leti delovni čas na leto razpolovil v 100 letih. Zdaj se pa ne krajša več. Zakaj ne? Ker bi pol ljudje imeli časa s politiko ukvarjati. Pa bi politični razred nekaj biti samostojna razred. Bi dobil konkurenco v masi.
Hkrati pa je ponudba toliko večja od povpraševanja, da stare ekonomske zakonitosti, ki temeljijo na pomanjkanju, več ne držijo. Ker pomanjkanja ni razen izmišljenega, pa tistih nekaj revežev, o katerih smo zdaj slišali v medicinskih podatkih. Pa jih ni samo nekaj, ne, je 85% po podatkih iz časa pred krizo, 85% človeštva na zemlji živi za manj kot $6 na dan. Govorijo o tisti 1 milijardi, ki živi kot manj kot $1. Ampak 85% se uspeh neoliberalizma ni dotaknil. Se pravi, da ni res, da je uspešen. Ta, ki negira Adama Smitha. Stare ekonomske zakonitosti ne špilajo, izobilje je kriza, 5. faze pa ni. V zgodovini je še nikoli ni bilo. S to knjigo, ki smo jo zdaj prav podali, se s tem ukvarjamo, koliko smo pač uspeli, vidimo, da je v bistvu celovito ustvarjen družbena odgovornost skupni imenovalec tega, ker je neobvidno. Ampak koliko smo se o tem učili? Koliko nas krematistika, ki je zdaj normalna ekonomija, za vse stroke uči, kot inženjeri ste orodje ekonomistov. Mi, filozofi tudi, ker smo bolj filozofi. Jaz znam šel na ekonomijo, ko se nismo mogli odločiti med germanistiko, mežnostno zgodovino in psihologijo. Po so mi pa strici rekli, ključno s takratnim zdravnikom Pinejem, stricem v Radenci, pan vsak od tega postal kruh, ki gre reči na ekonomijo. In se pač postal čudni ekonomist, formalni ekonomist in vse pa. To je rezultat stricev iz ozadja, ne? Ja, sreči v mojem primeru. Ker so imeli vpliv odlični ljudje. Skratka, tu smo, ne? Ta kriza ni primerljiva s prejšnjimi krizami, to je Evropska unija zdaj uradno priznala s podporo družbeni odgovornosti. Ali je res, da so to 3 glavni problemi dan danes? Posebno tem, kar smo se zdaj pogovarjali v teh dneva. To so 3 glavni simptomi, ne problemi. Tako, kajti katero od teh 3 se je zgodilo brez vpliva ljudi? Vse troje je posledica vpliva ljudi, vpliva mi, kaj rečem miselnosti, mi rečemo vrednote, pa pravimo iz vrednot posameznika, ki je vplivn, nastane kultura, kot to neka skupina, mikrofnega sprejme, pa nastane etika, kot to prevlada in na koncu norme, ki se morajo ostati podrediti. Se pravi, da je takšen krog, ki se nenehno ponavlja. In zakaj bi to bilo važno? V bistvu isto, kar ste vi rekli tukaj v enem stavku. Narava zmore živeti brez ljudi. In to, kar smo zdaj zmerili s podatki na Havajih, pomeni, da se vračamo tja. Da bo narava sicer preživela, pa brez ljudi. Kajti narava je 1000 milijon let ustvarjala razmere, da bi ljudje lahko nastali. In se še ne ve, zakaj se je zgodilo, da je toliko kisika. In ni jasno, kako dolgo bo ostalo. Ampak vsem tem, ko se toliko vozimo, toliko krave predijo in tako dalje, je, ja, to pravi, to sta ta 2 faktorja, da 40% CO2. 17% so te predenje. Ja, plus prevozi pa si pa 40%. Pa še bolj nevažno je pa malo prej pokazal, malo kasneje pokazal, ki iz tega izhaja segrevanje zraka na zemlji, ne samo, da se led topi, velika nevarnost je, da se metan izveda, dvigne in ga ne znamo več nazaj. Se pravi, da inovirati je nujno, ampak ne samo tehnično-tehnološko. Pa me to inovacija, definicijo inovacije še treba kaj ponoviti, še treba kaj komentirati. Zdaj je tako široka, da lansiranje nove droge za zastrupljanje tudi šteje med inovacije, če ljudje sprejmejo. Ampak sicer je pa pripeljala do sodobnega izobila. James je krasno knjigo naredil kot socialni psiholog o tem, kaj to izobilje pomeni. Cel proces, da bi to speljali, ko ste tega rešili, ima pa toliko korakov. Zamisli je veliko, jaz imam dosti idej. Ja, hvala.
Kaj se pa z njimi naredil? Katera od njih je postala inovacija? En del teh zamisli obeta nekaj novega. En del teh obetavnih se zapiše in se ne pozabi. En del teh gre v razvoj. En del teh potem med ljudmi uspe in en del teh se potem med mnogo ljudi razširi, pa nastaja nove zamisli, pa je tam nenehen krog. Kaj da te te številke pomeni, gospodi? Ugotovili so, da od zamisli do inovacije pride približno 1 od 3000 idej. Uspeti torej ni normalno. 1 od 3000 idej, nič kaj več. Zato se moramo toliko več truditi, da bo izplen, koliko pa eni merijo inovativnost patenti na robe. Samo 1 od 100 patentov postane inovacija. To je glih tako, ko bi število otrok merili številom žensk. Ker vsaka načelno lahko ima otroka, koliko jih bo imela ali jih bo imela, je pa njena odločitev in koliko patentov bo uspela, ista zgodba. Celo po biznisniku samo 4 od 100 uradnih inovacijskih projektov velikih podjetij ameriških dajo inovacijo. Se pravi, uspešnost invencijskih inovacijskih podjetjskih procesov je majhna in bolj pa rekel, pa se nehamo s tem ukvarjati. Koliko pa je šanse, da boste kupili Warburga? Danes so boljši avti za manjšo ceno na razpolago. Ni, ne? Ker ni, se pravi, rutina je še bolj nevarna. In ko sem pred par leti tukaj rekel in so tudi potem v knjigi objavili, problem Prekmurja je tovarna Mura, za razliko od Novega mesta. Ker je iz farmacije nastala visoko intelektualna družba, tukaj pa podjetje, ki je reklo, ni treba hoditi v šolo. Pa za naredilo kulturo življenja doma. Med hišo, koliko sem za tukaj vozil, med hišo direktora pa hišo delavca v Muri ni razlike. Kljub razliki v plačah. Samo med razliki prostega časa, v vsebini prostega časa je pa ogromna. In če boš lahko imel dobro hišo, tudi če ne hodi v šolo, se pa še ne ima, tudi je drago, pa stane časa. In potem nastane seveda problem, ki ga zdaj rešujete. S katerimi inovacijami bi ga lahko rešili? To je naravnost fantastično, ne? Ampak lahko še 5 minut. Lahko? Lahko tudi zdaj ne? Ne. Vi normalno zaključite, ampak ne. Želim se držati roko. Prav, nisem naprej vedel, kako imam časa. 10 tipov vsebin inovacij vidimo v naših kolegih. Samo eden je tehnični. Vse ostalo so ljudje. Kako se organiziramo, ali vodimo s ukazovanjem ali sodelovanjem, ali sodelovanje delamo s poslovnimi partnerji, ali postopku vodenja ta koncept uresničujemo, katere metode uporabljamo, kakšne vrednote uporabljamo, kako se to kaže v navadah. Skratka, prostora je veliko. In bolj pijemo do inovativnega poslovanja. Kaj od teh 3 od 5 stavkov te definicije je vredno komentirati? Tretje. Kaj? Nekaj... Pa tretjega, ne? Tretjega. Ja, če živimo rutinsko, namesto ustvarjalno, nam firma propade. Kar naprej se čudi, da bankrotirajo. Katera firma inovativna je bankrotirala? Rutinerske. Zato potem se nam spadla še ta 2 stavka. Katerega od teh dejavnikov, da bi nastala inovacija, smemo pustiti ob stran? Nobenega. Vključno sreča in slučajnost. Ker ti moraš danes se odločiti za investicijo v inovacijo, možno inovacijo, ki bo čez 5 let prišla na trg, ali bodo ljudje takrat potrebovali lahko dan zanesljivo več. Zato moraš tudi srečo imeti. Sicer nastanejo takile grozni podatki. 1820 jemlje kot mejnik.
predtem je rast, o kateri nas tudi naprej govorijo, da je nujna, bila 3% na 1000 let. Nič več. Ne na leto, na 1000 let. Zdaj je bila v zadnjih 200 letih 5500%. Ampak to pomeni, da 4 milijone ton CO2 spustimo v zrak vsako uro. 1,7 milijona kemikalij v obdelovalno zemljo in hkrati posekamo 1500 hektarjev gozda na uro. Pa hočemo imeti dober zrak. Napredek je torej navidezen. V 6 desetletjih nas je trajno kolikrat več. Trajalo je 200 000 let do 1 milijarde človeštva. In danes je 200 letih od 1 milijarde do 7 milijarde. Samo v zadnjih 6 desetletjih trajno kolikrat več, porabili smo 7 več narave, pa nič večji. Pa še odmeraj nočejo sprejeti ekologije namesto onega. Potrebe, kot jih je definiral v zadevu Miha Tropenau ali Zrazdane, vse hkrati nastopajo. Preživetje, zabava, vplivnost, svoboda, pripadnost. Se vam katero od teh potreb fučka posebno? Kaj se nam posebno? Pomoč. Vplivnost. Vi predavate razvi vplivni. To je vaša moč pa moja. To ni moč, ništa. Teh 7 vsebin v ISO 26 zajema pravzaprav vse, s čimer se človeštvo ukvarja, zato so najbolj bistvena ta dva skupna povezovalna faktorja, celovitost in soodvisnost. Tu je protiklimatizem. Ker je posledica enostranskosti in občutka, da smo neodvisni. Če smo soodvisni, ali s družino, ali s poslovnimi partnerji, s prijatelji, se enako vprašamo, takrat da se počutimo neodvisni. Ko smo bolj pošteni in cenejše. Tisti, s katerimi smo soodvisni, si tudi med sabo pomagamo hišo napraviti drugega. Se pravi, da ta inovacija, za nekatere že različne invencije, je pogoj za obstoj. To je 7 načel v ISO 26. Pa mi kateri od njih tuj, od teh principov? Če je, potem diskutirajte v svoji duši. Ne javno. Predlagamo zato 5 smeri akcije. To lahko naredi vsak od nas. To so že v poslednjem kliničnem dokazali. Zdaj nam tudi v reklamah to kažejo, ker imam rad kakovost, dobavljam temu trgovskemu podjetju. Se pravi, da dajem prednost resničnim potrebam in dobaviteljem pogledom in to tudi zahtevam. Od organizacije upoštevamo družbeno odgovornost, kaj je cenejše? Biti pošten sodelavci ali imeti štrajke? Kaj je cenejše? Imeti dobre znane dobavitelje ali vedno znova iskati nove, ker so nas oni pustili, ker smo mi na cilju pustili. Enako z odjemalci, enako z zdravjem. Cenejše je preventivno skrbeti, pa prekesti no, da bodi vsak nam 400 stopnic. Zato sem star komaj 72 let se zmišljam. Ne še, pa komaj. Kot država, treba je doseči, da se spremeni predpis o dobavah javnemu sektorju. Tako, da smejo dobavljati komorkoli od vrtca do vojske, samo tisti, ki so v teh treh kriterijih najboljši. Družbena odgovornost, poslovna odličnost in inovacija. In potem se bo to širilo tudi na druge, ampak če nismo dolgi razmevali na te predloge. Kaj še da me je to na kak pogovor povabim? Zdaj se pogovarjamo vse o tem, da se bomo nekaj pogovarjali. Še večji problem je mednarodna skupnost, ker ne obstaja mednarodno pravo. Ni res, obstaja naddržavno pravo. Mednarodno pravo pa ni pravo kot dogovor. In poštevaš, če hočeš. Svetovna demokracija, prej ste rekli nekaj demokracije, ne gre povem, demokracija v starih Atenah je zajemala 3% ljudi. Samo odrasle moške zdrave služene posestnike. Več žensk preslužene, tudi če so bili intelektualci. Tako da, kaj je demokracija se treba zmeniti?
Vsak od nas lahko vsak hip tudi to napravi. Skratka, je treba k temu še kaj reči? Horus je naša nagrada za najbolj družbeno odgovorna podjetja. 10 jih je doslej dobilo v Sloveniji. Je treba k temu še kaj reči? Prosim, da se zlasti pozorni na zadnje 3 besede. Brez hvala.